Ne zgodi se več velikokrat, da svoje vnaprej ustvarjeno mnenje o nekem določenem avtomobilu povsem spremenim, potem ko se z njim zapeljem. Tukaj sem ga, pa ne v dobro smer. Mercedes se včasih s kakšnim svojim avtomobilom združiš, pa novijo z drugim proizvajalcem in zato je X pravzaprav niselna navara. Uporablja enako platformo, enako podvozje, enak motor, enak menjalnik, enak pogon, celo zadnje vzmetenje je enako, še vedno precejšnja specifika v tem segmentu. Ampak X je od navare dražji za okrog 20 jurjev, pa v bistvu ne vem zakaj. Kot tudi Mercedes-Benz Citan takrat ni bil boljši od Kanguja, zato pa jih na cesti v bistvu niti ne vidite. Ampak sem bil pred prevzemom vseeno poln optimizma. X izgleda res nastopaško in ker je tole premijska znamka, bo tudi znotraj hod boljši celo od Amaroka, sem si mislil. Pa ni. Notranjost je sicer na oko zelo zanimiva, tile sedeži so dobri, je pa plastika zelo trda, tale pravzaprav deluje celo ceneno. Seveda, materiali morajo biti robustni, ker gre pa za robusten avtomobil, ampak v primerjavi z Amarokom tole pogrne na celi črti. Ima pa zadaj eno okence. Mogoče pa to vredno 20 jurjev. Položaj za volanom je dober, čeprav mi tale naslon za roke nič ne pomaga, ker je preveč nazaj in se ga ne da vzdolžno premikati. Moti me tudi, da okrog mene ni niti malo uporabnih odlagališč. Mislim, v več kot 5,3 metra dolgem avtu očitno niso našli dovolj prostora, da bi nekam lahko varno odložil svoj telefon ali pa denarnico. So mi pa zadaj všeč premična pritrdilna mesta, naredijo keson bistveno bolj uporaben. Vozniško je X pričakovano kopija navare. To pomeni, da je dokaj udoben, ampak vseeno ne najudobnejši v segmentu. Tudi motor je dober in med bolj varčnimi v konkurenci, kar smo ugotovili že pri navari. Tukaj porabi malo več, ker je X od nje težji za okrog 200 kg, pričakujte med 9 in 10 litrov na 100 km. Večja masa pomeni tudi, da do stotice potrebuje sekundo dlje, skoraj 12 sekund. Se mi pa zdi, da je tole eden najbolje zvočno zatesnjenih pick-upov pri nas, ampak kaj, ko potem škripajo in pokajo stvari tukaj znotraj in splošni občutek nekaj dosti boljši. Bolj nastopaška in bolj tista prava bo močnejša 3-litrska V6 različica, ampak tudi v tem primeru nimam nikoli občutka podhranjenosti. In ta 7-stopenjski samodejni menjalnik je bistveno boljša odločitev kot pa ročni, sploh če se boste veliko vozili takole po terenu. V ta namen ima seveda avtomobil veliko oddaljenost od tal, 4-kolesni pogon, zaporo zadnjega diferenciala, reduktor, pa še pomočnika pri spuščanju poklancev navzdol. Skratka, po terenu gre brez težav. Ampak, če vprašate mene, je Mercedes želel narediti res nastopaški avtomobil, ki bo hudo dobro izgledal tudi pred kakšno prestižno restauracijo. Na zahteven teren se pa večina lastnikov itak ne bo podajala. In jim je tudi uspelo, ker res dobro izgleda.